Kranja. Pozdravljena, Anka. Ojla. Evo, glih v Kranju sem govoril. Tako. Tako. Boš še ti kaj povedala, kaj se tazga dogaja? Ja, teden mladih imamo. Ja, no, sej vem, sem prebral zdajle urnika, ne? Ja. Zdajle bi mogla biti ti na rolerih, recimo. A bežno, jaz pa rolari bežno. Ja, no, Ma kak me z lopato pobiralo krov, bež. Nega čez hojo, jaz te povem, kar je žikar. Greš bolj na zihar une športe, a? A, se vejdi. Ali pa za volan, no, še raj. Ja, povej mi, kaj te zanima od teh dogodkov najbolj? A veš, kako je? No, tako mlada nisem več, ne? Ja. Ampak me pa zanima. Grem mehen pogledat malo, kva dogaja. Vse se na prostem dogaja zelo velik, ne? Ja. Tako da kar grem mehen pošnofat, no. Vse je zanimiv. In kje se ustavaš, kaj si pogledaš, kakšno predstavo, film, se vidi, dokumentarci imajo? Tudi tele ulične predstavitve so tudi zelo zanimive, ne? Malo vse sorte. Samo zdaj smo pa začeli, malo je začel padati, tako da ne vem, kako bo danes, no. Veš, kaj mi povejte? Ja. Govorim to zgodbo o stricu Janezu, ste ga poznali mogoče? Ja, Janezu poznam kar nekaj, no. Ja, no, sej. Stricom benga nima. Ne, hotel sem vprašati o kakšnem, da nam zaupate, ne, kakšen tak poseben vaš recept. Veš, kako je, če smo začetka tihal, me daj še zdaj. No, okej, živo, ja. A recept za nedeljsko kosilo? Recimo, ja. Takole, jaz sem bolj iz morskih krajev, ne, tako da pri meni goveja župava take stvari ni smislo. Normalno, da se ima, ja. Ja, pri nas smo pa od nedeljah jedli recimo malo dražjo ribo. Malo dražjo ribo? Tako. Ja, kako je pa pripravite? Ja, največkrat smo jo na žaru, oziroma mi temu rečemo gradele, ne, zunaj, na naravnem ognju, ki smo ga naredili v glavnem iz trtnih odpadkov, ne, tikle, vse veš, pogankov. In moram povedati, da je to tako krasen dišal, pa tako smo se najedli, da smo kar uživali, ne. Pa navadno še kakšna solata sezonska. Potem je pa bilo hojila 3 do večera, kakšen vinček pa smo uživali, ne? Ja, kakšen krompir zdrava na jeste? Niti ne, bolj domač krh, no. Domač krh, ne? Ja. Pa vinček, ne? Ja, o vinček obvezno v ribi, se veš, da riba mora 3-krat plavati, ne? Ja, nikaj. Odlično, ja, hvala za te tvoje predloge, pa še enkrat vabilo vsem gledalcem, evo jih skupaj povabimo na teden mladih v Krana, ne? Ja, to pa definitivno, le pridite, ker tlele dogaja ful, evo. Ful dogaja, ful ljudi. Ja, ful velik. Lepih mladenk, še lepših mladičev. Ja, pa mladičev, ja. Ne? Pa mladcev, pa mladenk, kar jih hoč. Odlično. Ja. V redu, s čem, kaj si boš ogledala? Aerosmite smo se že zmenili. Aerosmite, odlično izbira. Ja. Ok, hvala ti za te predloge, pa se slišmo, ne? Ajde, drž se, aj čau. Dio. Torej, 0-1, 2-8, 0-7, 8-4-2, številka za vaše glasbene predloge. Jaz sem še vedno pripravljen na to zgodbo o stricu Janezu, se pravi, prišli smo nekje, ko je pojedel to juho in zdaj se spravlja delati kosilo. Vse to vam zaupam po rockerjih Aerosmith. Aerosmith v še bolj dinamični
Glih prej so se s kamerama pogovarjali, tudi jaz jih nisem videl tako divje, no, na odru sploh še ne, tako da se verjetno splača pogledati, kaj tudi je razmitek, kam v kakšen mest. Torej, 0128 07 842, telefonska številka za vaše klice, za vaše glasbene želje. Danes je nedelja, zaželite si, privoščite si kakšno dobro glasbo. Vse maile, kamor lahko pošiljate, če vam je ta komunikacija bolj všeč. diopamet@prva.tv, tam mi lahko zaupate vse vaše kritike, želje in tako dalje. Torej, govorili smo o Kranju, o neki ribi, o kako se jo pripravi. Mislim, da imamo še en telefon, da vidimo, kaj naslednja oseba zna skuhati. Halo? Halo? Ja. Dober dan. Dober dan. Dragan pred telefonom iz Ljubljane. Kdo? Dragan iz Ljubljane. Zdravo, Dragan. Zdravo. Pozdravljen. Povej mi, ti tudi kaj kuhaš, no? Moški včasih ne marajo kuhati, ne? Ne marajo. Ni včasih, ampak ne maram. Prepustiš to ženskam, ne? Propustim, ja. Ja. Poznaš ti kakšnega strica Janeza, ki zna kuhati? Ne. Ne? Ne. To je resnična zgodba, veš, o tem Janezu, ki je šel domov pa bil zmatran od prejšnje nočine, tako da. Ja. In kaj si ponovadi narediš? Nekaj sigurno znaš kakšen jajc ali pa špagete? Ja, špagete že mogoče, to znal po moje skuhati. Ampak ne vzemam punci tega veselja. Aja, in prav prepustiš ta veselje, prav da je za njo? Seveda. Aha. Kaj recimo, da bi zamenjala vloge enkrat? Ne. Ne? Pa po moje bi bila ona vesela, veš? Ja, seveda bi, vsaka bi bila vesela. Ampak ustrajaš pri svojem moškem odgovoru. Ja. Ok, kaj bomo slišali, videli? Luna, čini mi se švečer. Ok, važi. Hvala. Pozdravljen. Čau. Ja, evo, še eno potrditev smo slišali, da moški ne marajo kuhati. Pri meni bi lahko rekel, da maram, ne maram, v glavnem, ko se spravim, najbolj sovražim to pospravljanje, ki pa pride ogromne posode v to. Ampak je tudi užitek kuhati, pa kaj dobrega narediti. Se pravi, številka za vaše glasbene želje 0128 07 842. Ne vem, kdaj bom zaupal tole od strica Janeza glavno jetno, po naslednjem spotu sigurno. No, poglejmo si ta spot od Dragana. Pri večeri v zgodbi strica Janeza prišli smo nekako do njegovega kosila, kaj si je skuhal, ko je ves zaspan se zbudil. Torej, po tej odlični juhi si je stric Janez privoščil sledeče. Nisem mogel odločiti, ali bo skuhal te puranove zrezke v smetanovi omaki ali pa mogoče torteline v smetanovi omaki. Odločil se je za torteline, ker so predvsem lažji za pripravo in tako naprej. Glavnem, kaj potrebujete, da pripravite torteline? Kot že ime pove, potrebujete vrečko tortelinov, 2 decilitra kisle smetane, 10 dek kuhanega pršuta, parmezan in maslo. Recept sledi. Torteline skuhamo v posebni posodi, stopimo maslo, dodamo smetano. Ko začne vreti, vanjo dodamo kuhan pršut, narezan na koščke in parmezan. Omako polijemo na torteline in to je to. In to je ta odlično kosilo, ki si ga lahko tudi kakšen moški pripravi in tudi stric Janez si ga je in res se je zbudil po tem kosilu. Vaša telefonska številka za vaše glasbene želje 0128 07 842. Vaše glasbene želje in vaše predloge, vaše recepte, kaj znate skuhati, kaj znate pripraviti, s čim razveseljujete druge, ker v glavnem ljudje jemo radi dobro, ne kaj zažganga in tako naprej.